Lepo pozdravljeni in dobrodošli znova v moji družbi. Znova je čas, da začnemo teden z Lili Sorum. Jaz sem se vrnila z Egipta, kop se je zaključil, zebe me na polno, oglašam pa se vam malo skuštranja z moje dnevne sobe. Zakaj? A nismo vsi malo skuštrani in malo potovčeni, obtovčeni ali pa vsaj malo načeti po zadnjih nekaj letih? Veliko vprašanj dobivam, bliža se novo leto, kaj nas čaka, kdaj bo končno mir, kaj za Boga se je sploh letos dogajalo. V letošnjem letu sem slišala toliko nenavadnih zgodb, da vam jih sploh ne morem opisati. Zato sem se odločila, da se vam javim takole. Po domače. Med vami in mano. Ali še malo bolj po domače, med tabo in med mano. Vzemimo si danes čas, tele pol urce, ki ne bo posvečen nam, ki ne bo kvaliteten čas za sebe, in poglejmo leto 2022 in se na to ozrimo proti letu 2023. To pomeni, da pojdite zdaj lepo papir in po kuli, ali zvezek, ali blok, ali nekaj zapisati. Jaz bom še par stvari vmes povedala, da vam bom dala dovolj časa, namreč želela bi si tokratno oddajo narediti malo drugače. Tako zelo popularne so vodene meditacije, seminarji, webinarji, delovni zvezki, takšne in drugačne stvari, zato bi rada danes z vami delila nekaj podobnega. Bliža se konec leta 2022, mojstrsko leto je bilo, verjamem, da si je marsikdo to razlagal na način, da zdaj bo pa vse zacvetelo, zdaj bo pa vse super, pa fajn, pa pleten, pa takole cvetoče kot tele moje sončnice na moje majici. Pa za marsikoga ni bilo. Za marsikoga je bilo letošnje leto zelo čustveno naporno. V začetku leta smo ponavljali, pa tudi tekom celotnega leta. 2022 je mojstrsko leto, mati zemlja, ženska energija, ženstvena energija, povezano s našo materijo, z našo notranjostjo, z našo ženstveno energijo. Poglejmo, kaj vse se po svetu dogaja. S čim vse se ženske po svetu soočajo in borijo. Verjemite mi, zdaj, ko sem bila v Egiptu, koliko tega kljub turistom zakrinkanega, bom rekla, okoliša, vseeno vidimo. Torej, marsikaj se je letos razkazalo, za marsikoga na drugačen način. Jaz upam, da zdaj že imate nekaj zapisati. Želela bi si, da bi v tej oddaji naredili en tak lep pregled letošnjega leta in vsega dogajanja do sedaj, kajti kar se nam mnogokrat zgodi, je to, da na to preprosto pozabimo. Preprosto pozabimo si vzeti čas za sebe, se vprašati, kako pa si kaj? Kaj pa kaj dogaja, česa si pa ti želiš? In ob novem letu vedno pišemo cilje, želje, vedno imamo nove projekte, vedno si obljubljamo, drugo leto bo drugače in potem tako januarja bo drugače in potem ta januar pride pa ponedeljek, pa naslednji ponedeljek, pa prvega v mesecu, pa tako naprej, pa tako naprej. Velikokrat se naše najboljše namere enostavno razblinijo. In če pogledamo leto 2019, 2020, 2021, saj nam v bistvu ni za zameriti, saj se je celoten svet postavil na glavo. Pa vendarle, v nekaterih stvarih še vedno hodimo nekako vzvratno. Ker smo vsak izmed nas pomemben delček velike celote, ki se reče svet, ki se reče človeštvo, in ker stopamo v leto spremembe zavesti, se mi zdi pomembno, da začnemo delati na lastni zavesti zdaj. Torej, leta 2024 bo čas spreminjanja kolektivne zavesti, globalnega zavedanja, globalne vibracije, človeštva kot enosti, kot celote. Pravi, zelo pomemben čas. Morda celo malo bolj kot mojstrsko leto. Morda je bilo to mojstrsko leto samo uvod. Je bilo samo neka uvertura v to, da smo mi vse bolj mojstri sebe. Kajti pravzaprav se ne moremo biti mojstri nekoga drugega, ampak le sebe. Zato, upam, da zdaj že imamo zapisati, bi si želela, da ko jaz vprašam, zapišete tisto prvo, kar vam pride na misel. Ne rabite pisati dolgih odgovorov, vzemite si raj čas po oddaji, oziroma če oddajo spremljate na YouTubeu, jo ustavite in v miru odgovorite. Ampak predvsem naj bo tisti prvi pristni odgovor, ki vam pride na misel, tudi če je zelo absurden, tudi če se na prvo žogo zdi, da sploh nima veze z vprašanjem, tudi če morda se vam zdi popolnoma skregan z logiko, tudi če morda se čez en teden z njim ne boste več strinjali. Pomembno je, da zaznavamo naše lastne, primarne in pristne odzive, kajti v naslednjem letu bo življenje pritiskalo ravno na to. Na vse tiste podzavestne vzorce, ki nas imajo v nitih, zaradi katerih nekako plešemo kot lutkice, pa se jih mnogokrat zavedamo, pa vemo, da jih je potrebno spremeniti oziroma si jih želimo spremeniti. Pa to ne gre čez noč, kaj ne?
No, saj smo jih tudi ustvarjali celo življenje, potem to ne bo šlo kar čez en vikend. Marsikdaj pa si predstavljamo, da je življenje takšno. Marsikdaj si predstavljamo, da je osebnostna rast takšna. Greš na eno delavnico, prideš ven prerojen, prebereš eno knjigo, vse ti gre kot po maslu. Poslušaš meditacijo in rasturaš. Včasih res ne gre tako. Včasih je dovolj že samo takle trenutek za preboj, zato da se zgodi tiste aha. Zato da se mi spremenimo, zato da se nam kar naenkrat vse postavi v pravo perspektivo in se stvari zložijo. Mnogokrat, oziroma po vseh zgodbah, ki sem jih letos poslušala, pa se zgodi ravno obratno. Preprosto ozaveščamo, kje sebe nimamo radi. Ozaveščamo, kje do sebe nismo ljubeči, nismo spoštljivi. Nismo mi to, kar si mi želimo, da bi od drugih ljudeh dobivali. Zato je moje prvo vprašanje vam, kako se je v letošnjem letu spremenil vaš odnos do vas? Kako se komunikacija, ki jo vi vodite med seboj in seboj, sami s seboj, vaš notranji dogovor, torej, kako se je ta komunikacija spremenila? In potem me zanima, ali imate sebe morda vsaj malo bolj radi, kot ste se imeli 5, 6, 7, 10 let nazaj. Ali ste morda vsaj malo bolj ponosni na sebe? Ali ste morda vsaj malo bolj zaščitniški do sebe? Ste morda bolj napadalni do sebe? Morda bolj strogi? Morda še bolj zahtevni? To je energija, v katero stopamo. Letošnje leto je bilo namenjeno temu, da sebe objamemo, da se sprejmemo, tudi tiste dele, ki jih ne maramo, tudi tiste dele, ki jih morda celo zaničujemo, tudi tiste dele, do katerih nam nikakor ni. Zakaj? Zato, da bi se ti deli lahko počutili varni, da bi jih drugo leto lahko spremenili. Bom še enkrat rekla. Vsi tisti deli nas, ki nam niso všeč, ki jih zavračamo, ki jih zatiramo, ki jih morda celo zaničujemo, jih sovražimo, smo sami na sebe jezni za to. Vsi ti deli potrebujejo našo ljubezen, zato da bi jih lahko spremenili. Samo ljubezen zraven, pa popolnoma nič drugega. Torej, če si te delčke predstavljate, kar zdaj si enega zamislite. Za nekoga bo to fizični izgled, za nekoga bo to nek podzavestni mehanizem strahu, morda jeze, morda tega, da se zaprete vase, morda da prehitro odreagirate, karkoli. Vzemite si sekundico in pomislite, kaj je tisto, kar pri sebi ful ne marate, ful ne prenesete. Če smo v dnevni sobi, bomo govorili kar po domače. Aj prav. Zelo, kaj je tisto, kar bi pri sebi enostavno zradirali, kar bi želeli morda skriti pred okolico, kar vam gre na živce, kar se vam zdi, da je narobe? Ozavestite to, prikličite si to v misli. Zdaj pa si predstavljate, da je to 3 leta star otroček, ki ne razume, zakaj ga vi ne marate. Ki ne razume, zakaj je to slabo. Karkoli to je. Kot sem rekla, za nekoga bo to mogoče odvečna teža, za nekoga drugega bo to mogoče kakšna gubica, za nekoga bo to odzivanje z agresijo, z zapiranjem vase, za nekoga drugega bo to morda žaljivost do okolice in tako naprej. Ne želim vam sugestirati. Kaj, če bi si to zamislili kot 3 leta starega otroka, ki enostavno potrebuje vaš objem, vašo pozornost, vašo ljubezen, da bi se lahko spremenil. Še vsaknega jutri 3 leta star otroček potrebuje nežnost, potrebuje občutek varnosti. In ko odrastemo, tekom življenja nas je tolikokrat in tolikokrat življenje, odnosi, sami sebe in tako naprej potolklo po prstih. In velikokrat smo se zaprli vase. Velikokrat več morda ne vidimo izhoda iz tunela ven. Velikokrat se nam morda zdi, da pač za nas pa ni. Od vas slišim, nikoli ne bom doživela ljubezni, nikoli ne bom našla ta pravega. Od vas slišim, ne bom uspel v poslu, nisem dovolj sposoben, zamudil sem tiste najbolj zlata leta, ko sem bil najbolj zagnan, ko sem najbolj verjel vase, zdaj pa več ne verjamem. Marsikaj slišim od vas. Kaj pa je tisto, kar vi slišite od sebe in si govorite in verjamete v sebe? V teoriji vsi vemo, da je to zelo pomembno, v teoriji vsi vemo, da tako oblikujemo svoje življenje, v teoriji vse vemo. Ampak v naslednjem letu bo ta teorija prišla v ospredje, pa bo rekla, no, kaj pa, če bi to spremenili? Vse to, kar vam ni všeč.
Vsi tisti mehanizmi, vsi tisti vzorci, vsi tisti načini delovanja, ki vas ne podpirajo, ki so morda za vas celo škodljivi, so naučeni. Rodili ste se, dragi moji, kot belo, prečudovito, popolno platno. Potem pa se je zgodilo življenje. In potem se je zgodilo zadnjih 5 let in zdaj smo tukaj. Torej, zavedati se je potrebno, da določene načine razmišljanja, odzivanja, reagiranja, tega, da se zapremo vase ali da smo morda zelo eksplozivni in impulzivni, tega smo se nekako naučili. In če smo se naučili tega, se lahko naučimo drugačnega. Zelo pomembno pa je, da vemo, kje smo in da teh stvari ne obsojamo. Torej, da se vrnem. Predstavljate si vse te stvari kot 3 leta starega otročka, ki ga je potrebno objeti, da bi se umiril, pomiril. Tudi, če je to odvečna teža. Jaz verjamem, da se mi zdaj morda smejite. Seveda bom objela moj celulit in bo kar odšel stran. Ne bo odšel stran, zato ker ga boste objele, drage moje dame. Odšel bo stran, zato ker boste nehali sebe zavračati. In boste sebe ljubili takšni, kot ste. In ko boste ljubili sebe takšni, kot ste, boste s seboj ravnali drugače. Zelo velika razlika je, ali gremo v telovadnico, zato ker se nam naše telo gnusi, zato ker se pogledamo v ogledalo in se zgražamo nad seboj in samo iščemo, kje je kaj narobe. Se vemo, kako to včasih je. Damo nase hlače in potem gledamo točno, kje se kakšen gramček maščobe, kakšen celulitek, karkoli takega, kar nam ni všeč, pozna. Če smo v tej perspektivi, ko iščemo slabo, ko se osredotočamo na slabo, seveda se nimamo radi, seveda se bo to slabo večalo. Tudi to teorijo poznamo. Ampak kaj zdaj lahko naredimo v praksi? V praksi nas je leto 2022 opominjalo vedno znova, kako zelo pomembno je, da se imamo radi takšne, kot smo. Kajti, ko vemo, kje smo, znamo oceniti ta položaj, gremo lahko naprej. Če pa zdaj mogoče to primerjamo z osnovno šolo, ko vemo, ali otrok zna poštevanko, se lahko premaknemo naprej na neko bolj zahtevnostno oziroma se znova osredotočimo na poštevanko, dokler se ne nauči. V življenju je pa isto. Enostavno učimo se izboljšati sebe. 2022 nam je dalo nek prostor, izzive, lekcije, blagoslove, kateri so bili namenjeni ozaveščanju vsega, kar bi radi spremenili. Torej, če se vaš odnos do sebe ni spremenil v bolj ljubeči smeri, v bolj potrpežljivi smeri, imate še vedno čas, saj ste še vedno tu, saj še nikamor ne greste. Odločite se zavestno, da boste do sebe bolj strpni, bolj potrpežljivi, bolj ljubeči, bolj vse to, česar si želite od drugih in predvsem vse to, kar vi dajete, ko ste nafrišno zaljubljeni, ko vse cveti, ko slišite rožice pet, pa travo rast, pa ptičke pet, pa tako naprej. Kaj je tisto, kar morda vi pogrešate, iščete drugod, pa pravzaprav sami sebi ne dajete? In jaz verjamem, da imate odgovor na to vprašanje na dlani, ker vem, da si velikokrat pogovarjamo o tem. Pomembno pa je, da začnemo delati na tem. Jaz verjamem, da to zveni malo hladno, pa malo nemogoče, kajti saj čustev ne moremo kar klik-klak prižgati in ugasniti. Lahko pa začnemo na tem delati. Kot sem prej rekel, vse te mehanizme, vse te načine obnašanja, doživljanja, mehanizme razumevanja, odzivanja in tako naprej smo se naučili. Naučimo se drugače. Pričnimo vsako jutro, ampak zdaj pa resno mislim, vsako jutro naj bo prva misel, da se imate radi. Da ste v redu takšni, kot ste. Morda še niste full top, shit, the best, najboljši, kar ste lahko. Ste pa sigurno najboljši, kar ste v danem trenutku lahko. In če se tekom dneva izkaže, da niste zmogli dati od sebe najboljšega, ne boste prav nič spremenili s tem, da boste na sebe jezni. Ne boste prav nič spremenili s tem, da boste skazali s prstom na druge ljudi, da boste krivili situacijo, okolico, čas, preteklost, vse kar češ. To boste spremenili, ko se boste zavestno pričeli odzivati drugače. Se pravi, če smo prej omenili impulzivnost, denimo, da zelo hitro odreagirate, ste včasih morda malo zajetljivi, cinični, sarkastični, ko vam pride pač neke stvari do neke meje, se vam zdi popolnoma primerno, da šausnete nazaj, da ste morda celo
žaljivi, škodoželjni, jezni, grd pogled. Denimo, da si to želite spremeniti. Občutno lažje bo, če boste takoj zjutraj dan pričeli z lepimi mislimi, s toplino, z nežnostjo, kajti takoj boste zjutraj dobili injekcijo ljubezni, injekcijo pozornosti, injekcijo, no to je tako negativna beseda, dozo, dajmo reči dozo pozitivnosti. In ko boste tekom dneva naleteli na neko situacijo, kjer boste morda bevsknili nazaj, boste vzkipljivi, boste impulzivni, boste zaroputnili z brati, boste hitro jezni ali karkoli drugega, kar si želite odpraviti v svojem življenju, boste zaničljivi do svojega telesa, do drugih ljudi, boste počutili potrebo, da se zaprete vase. V tistem trenutku se ustavite, zaprite očke, globoko vdihnite in pojdite nazaj v tisti varni prostor jutranjega prebujanja, ko si poveste, da se imate radi, ko si poveste, da ste v redu, ko si poveste, da boste vse vštimali tako, kot je treba, da delate na stvarih, ki vam niso všeč, da delate na stvarih, ki jih želite spremeniti, da delate na svojih ciljih, željah, sanjah, da imate sebe radi v tem trenutku točno takšni, kakršni ste. Ne glede na to, ali ste popolni, ne glede na to, ali ste vse naredili tako, kot je prav, ne glede na to, kaj vaš vaša podzavest, vaš notranji kritik govori. Ne bo šlo čez noč, ampak vam povem, da vsak dan lažje. Če dan pričnemo na tak način in se učimo ustvarjati ta varen, nežen, mehek, miren prostor v sebi. Ko znamo prižgati ta sonček sami v sebi že zjutraj v postelji, ko je zunaj še temno, ko se bliža slabo vreme, ko vemo, da bo sneg, plundra, mraz, gužva na cesti, novo leto, pa potem gužva v štacunah, pa kaj vse. Če znamo dan pričeti na lep način, če znamo posijati s sončkom v svojo notranjost, v svoj v svoj srček, v svoje telo, se objeti z ljubeznijo, si zaželeti lepo dobro jutro, lep dober dan, vam povem, da bo lažje. In ko bomo znali ustvariti ta prostor, ki ga je daleč najlažje ustvariti zjutraj, ker smo se komaj prebudili, bomo tekom dneva, tekom tednov, tekom mesecev znali ta prostor ustvariti tudi v trenutkih, ko smo pod stresom. Se pravi, tudi ko boste v avtu in vas bo nekdo izsilil, tudi ko vam bo pred nosom nekdo zaprl pot in tako naprej, ko bi najraje popenili, šli ven in povedali svoje, pejte v ta prostor. Ta prostor je lahko nekaj najbolj dragocenega, kar lahko ustvarite sami za sebe in sami s seboj. Torej, če se vrnemo k našim vprašanjem. Kako se je spremenil vaš odnos do vas tekom letošnjega leta? In kako ga lahko spreminjate na način, da bo vse bolj miren, da bo vse bolj ljubeč, da bo vse bolj vaš? Ta prostor zjutraj lahko popolnoma vaš. Lahko ste na morju, lahko ste v gorah, lahko ste v Las Vegasu, lahko ste na modni pisti, lahko ste kjerkoli. Naj domišljija dela svoje. Predvsem pa ne bodo vsi prizori pozitivni. In zdaj me zanima naprej. Česa ste se naučili letos? Kaj je bila tista največja lekcija letošnjega leta? Kaj je bilo tisto, kar bi označili, da ste jih dobili po prstih? Kje vas je morda življenje letos za ušesa? Kaj je bilo tisto, kar si želite, da bi se čim prej končalo? Kaj je bilo tisto, kar si želite, da se sploh ne bi zgodilo letos? In kaj pravzaprav, če damo to v eno veliko malho in stresemo v knjigo, če bi se vse te izkušnje, vse te stvari spremenile v en velik nauk, v eno veliko poglavje učbenika vašega življenja, kaj bi tam pisalo? Kaj je tisto prvo, kar se vam v tem trenutku utrne? Kaj je tisto, kar vam je pravzaprav letošnje leto prineslo? In če si zdaj predstavljate knjigo življenja, v kateri piše 2022, januar, februar, tam.
Katera poglavja je potrebno zaključiti? A veste, če damo primerjavo s kakšnimi nanizankami, ki se resnično vlečejo predolgo in posnamajo žilijon delov, ki so vedno isti, glavni junak, podobne okoliščine, malo drugačni ljudje, točno vemo, kaj se bo zgodilo, točno vemo, kaj bo nekdo rekel, slej kot prej rata dolgočasno, slej kot prej rata vodeno, zvodenika, ne? Imamo določene filme, nadaljevanke, ki so napete, ki so zanimive, ki so smešne, ki so morda tudi grozljive in nas nekako pritegnejo. Ampak če se vedno isto ponavlja in če se vleče in če rata tako nekako črno-belo, katera poglavja v vašem življenju so postala kar nekaj, so zvodenela, niso več tisto, kar so bila. Ali si znate dati dovoljenje, da ta poglavja zaključite? Pa naj si gre za odnos, za način prehranjevanja, za način gibanja, za življenjski slog, za posteljnino, če že tako veliko govorimo o jutru. Ali si dajete dovoljenje zaključiti tisto, kar za vas več ni dobro? Namenoma sem tiho, ker vem, da je to zelo kompleksno vprašanje. Ali si dajete dovoljenje pričeti nekaj novega, čeprav morda vaša okolica na tem ne bo navdušena? Ali si dajete dovoljenje pričeti nekaj takšnega, česar se bojite? Nekaj, kar menite, da ne morete doseči? Ali se lotevate nečesar, pa kar ne verjamete, da lahko uspete? A veste, nismo se rodili zato, da bi prišli do sem. Rodili smo se, da bi rasli. In dokler smo živi, rastemo in se spreminjamo. Kar poglejte v naravo. Življenje se vedno spreminja, raste, razvija. Tudi starost je del življenja. V drugih kulturah na vzhodu se starostnike spoštuje. Se starostnike obravnava kot bolj pametne in raziskave dokazujejo, znanstveno dokazujejo, da v teh delih sveta starejša populacija postaja vse bolj pametna in modra. Njihov IQ, se pravi inteligenčni kvocijent, se dejansko viša. Mi smo prepričani, da ko smo stari, smo senilni, smo pozabljivi in tako naprej, sklerozni, vse krčte. Naš inteligenčni kvocijent se niža. Ampak izbira je vaša. Ali boste na sebi delali, boste aktivni, boste še vedno svoje možgančke urili, ali si boste govorili, da v življenju vas čaka še veliko lepega, tudi če vam tole ni uspelo, tudi če se je ta odnos prevrgal v zelo nekaj toksičnega, v nekaj, kar vas je prizadelo. Nekje nekoč, zagotovo bo spet lepo. V tem trenutku morda še niste tam. Tudi to se mi zdi zelo pomemben poudarek, preden zaključimo oddajo. V katerih stvarih preprosto še niste tam. Morda pravzaprav ne gre za ne. Morda, dragi moji, gre za ne še. In jaz vam lahko iz osebne izkušnje povem. Od majhnega me vleče k Indijancem. Odkar vem zase. Lahko bi rekla, nešteto let me vleče v Ekvador. Pa sem do tja prišla šele po svojem 40. letu. Ampak so se določene stvari morale zgoditi, določene stvari sem se jaz mogla naučiti, določene zadeve so se morale odviti točno tako, kot so se, da je potem ta dogodek, ko sem končno resnično pa že šla, bil tako zelo čudežno lep. In se sprašujem, če bi pri 20 rinila, z vso svojo nespametjo, brez življenjskih izkušenj, ki sem si jih nabrala vmes, brez naukov, brez zavedanja, ali bi bilo isto? In sem prepričana, da ne. Kar seveda ne pomeni, da vseh teh 20 let vmes me ni vleklo tja, da ni bilo trenutkov, ko sem bila žalostna, zakaj še nisem do tja prišla. Kaj je tisto, kar me bremza? Kajti kadarkoli sem bila tik pred tem, da grem, ko sem že gledala letalske karte, ko sem bila že domenjena z ljudmi, ki jih resnično veliko poznam iz Ekvadorja, se je kar nekaj sfižilo. Ampak zato je bil namen. Zagotovo. Torej, zavedajmo se, da vse tiste stvari, ki se zdijo popolne, super, the best, ravno prav za nas,
morda v tem trenutku še niso pripravljeni na vas, kar lahko pomeni tudi za odnos. Morda ste vi ful naredili na sebi, morda ste zelo čustveno zreli, morda ste popolnoma pripravljeni na en čudovit, predan, globok, skoraj da duhoven odnos z drugo polovico. Morda pa druga polovica rabi še kakšno lekcijo, morda pa druga polovica rabi še malo počiti. Morda niste vi tisti, ampak je druga polovica, okoliščina, svet, neka energija tista, ki potrebuje še čisto malo. Se pravi, naj vas vprašam, v katerih situacijah, odnosih, željah, morda pravzaprav ne gre za ne, ampak gre za ne še. In če bi za eno besedo povzeli letošnje leto v smislu osebnostne rasti, kaj bi ta ena beseda bila? Kaj je bilo tisto pomembno? Ne nujno dobro, ne nujno slabo, ne nujno rožnato, lahko mogoče tudi zelo boleče. Kaj je bilo tisto pomembno letošnjega leta? Kaj je bilo tisto, kar je odpiralo rane letošnjega leta? Kajti vse to je platforma za naslednje leto. Torej, zaprimo knjigo in jo odložimo. Koliko knjig v življenju smo prebrali in si rekli, ok, to je to. In vemo, da jih ne bomo še enkrat brali. Kajti vemo, kaj smo prebrali. V življenju počasih nezavedno ponavljamo vedno ista poglavja. Torej, ko se bo zdaj oddaja končala čez nekaj minut, si prosim zapišite, katera poglavja, katere situacije, kateri vzorci, kateri komentarji, kateri odnosi, katera razočaranja, katere izgube, katere komplikacije, kateri očitki, katere stvari, ki imajo negativen podton, se vedno znova ponavljajo. Odgovor se morda skriva v vaših karmičnih zapisih. To je seveda potrebno kar nekaj dela, da jih presežemo, ampak že razumevanje tega je zelo dragoceno. Če boste ugotovili, da nikakor ne najdete neke skupne točke, ki se vrača k vam nazaj, da to ustvarjate, potem vas spodbujam, da pogledamo skupaj vaše karmične zapise. Velikokrat pa gre samo za to, da smo se že naučili ravnati bolje, ampak smo tako zelo navajeni biti v svojem mehurčku, v svojem bablu, v svoji coni udobja, da enostavno se rabimo samo opozoriti in se vrnimo nazaj na tisti sveti prostor zjutraj. Učimo se vračati v tisti poseben nam lastni, unikatni prostor, kjer smo mi in ni sveta, ampak se je dan šele pričel, jutro je, lepo je, sončno je, pozitivno je, obliva vas sonček, nasmeh, vera v lepši danes in še lepši jutri. S to energijo stopajmo vsak dan v nov dan. S to energijo stopajmo naproti vsem tem izzivom, ki se nam ponavljajo. Se pravi, vse to, kar sem zdaj rekla, naštejte si, kaj je tisto, kar se vedno znova ponavlja, vas spravlja v živce, intrigira. Se pravi, kaj je tisto, kar je postalo vaš sprožilec. Vse to se je letos zelo jasno pokazalo. Če ni zelo bum, 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 če ni kot ognjemet okoli vas zdaj tole šibalo, potem si vzemite malo več časa, da to ozavestite, da prepoznate, da si poveste, da si zapišete. V naslednjem letu vam garantiram, da se boste točno s tem ukvarjali. Življenje bo reklo, ozavestili smo, ozavestil si, ozavestila si, vidiš zdaj, kaj je narobe, kaj boli, kaj je tisto, česar ne želiš več, zdaj pa dajmo na tem delati. Pravi, tako kot gremo v šolo, pa se včasih neke snovi učimo ful dalj časa, nekaj nam gre pa takole, podobno velja za osebno in duhovno rast. Ne biti jezni nase. Namenite si enostavno samo več časa in posezite po orodjih, ki vam lahko pomagajo. Če menite, da gre za karmo, jaz sem čudovito analiza, kje pa vas karma žuli, kjer so naštete vaše lekcije, kjer je naštete vaša karma, kjer je v bistvu to narejeno v obliki delovnega zvezka, kjer so tudi vaje.
Drugo leto bomo delali na sebi. Torej, ne želim, da je tale oddaja Top Shop, ne želim vam nekaj prodati, nekaj usiliti, želim vam samo povedati, da imate možnost tudi z numerologijo skupaj pogledati, kje, v katerem grmu pa tiči ti zajec, ki vam meša štrene. In ker se bliža novo leto, naj vas spomnim še na vodnik. Tudi vodnik je tako narejen. Se pravi, vaš osebni vodnik bo imel informacijo, na katerih področjih boste vi delali drugo leto na sebi. Ali bo to posel, ali bodo to odnosi, ali je to ljubezen, ali je to odnos do sebe, ali je to komunikacija, ali je to morda duhovnost, ali so to novi začetki, ali so pravzaprav konci. To je zelo pomemben podatek, ali drugo leto začenjate ali končujete. In tudi v samem vodniku za vsak mesec potem, zdaj iščem, je delo za dušo. So takole pripravljene vprašanja in vaje za vas, da si sami napišete in potem ob koncu leta malo pogledate za nazaj. In presenečeni bi bili, če bi bili vedeli, kolikokrat tekom leta od vas dobivam maile, res je bilo tako. Tu ste na to opozorila, res se je potem izkazalo, da ni v redu. Tu ste mi tlele povedala, da naj bom pozoren, oziroma da tukaj imam priložnost, res sem jo potem zagrabil. Numerologija je samo orodje, je smerokaz. Delo je absolutno na vas. Ampak dovolite mi, da vam pri tem pomagam. Torej, tudi tale oddaja je namenjena točno temu, da si izpišete stvari, da jih malo razmislite, da jih malo zavestite, da novega leta imamo še malo časa. Torej, dajmo v tejle oddaji zdajle skupaj zaključiti tista poglavja, ki niso več dobra, ki jih ne rabimo več ponavljati, zaprimo knjigo in jo odložimo. Dragi moji, čudovit teden vam želim v naslednji oddaji, bomo pa seveda že pričeli govoriti o tem, kaj nam prinaša leto 2024, malo konkretneje, malo bolj ozko. Tale oddaja pa je bolj kot ne namenjena zaključku leta 2022. Imejte se radi in pričnite dan na vam poseben način, pa se vidimo čez en teden.